Gostje, udeleženci, dobrodošli na tretjem online pogovoru Fakultete za upravo z naslovom Ali je situacija zaradi COVID-19 tudi priložnost za hitrejši razvoj digitalizacije storitev javne uprave. Prav lepo pozdravljam naše goste, in sicer magistr Tatjano Mizori Zupan, ki je vodja portala e-uprava na Ministrstvu za javno upravo in je v javni sektor prišla z izkušnjami zasebnega sektorja. Med nami je magistr Ivan Simič, katerega pot je bila ravno obratna, saj je bil direktor Davčne uprave Republike Slovenije, danes pa uspešen v zasebnem sektorju. Pozdravljam tudi dr. Ljubča Todorovskega, profesorja na Fakulteti za upravo, na katedri za organizacijo in informatiko ter sodelavca na odseku za tehnologije znanja na Inštitutu Jožef Štefan. Če se na koncu predstavim še sam, moje ime je Mitja Dečman, sem prodekan za študijske zadeve na Fakulteti za upravo, sicer pa docent za področje informatike v javni upravi. V začetku naj povem še to, da bomo skozi pogovor spremljali tudi vprašanja publike, ki jih lahko napišete v pogovor oziroma chat. Mi se bomo pa potrudili odgovoriti na čim več teh vprašanj, pa tudi na tista vprašanja, ki ste jih nekateri poslali že vnaprej. Če torej začnemo, je naša tema vezana na digitalizacijo. Torej na vseprisotno informacijsko tehnologijo, ki nas spremlja od trenutka, ko zazvoni jutranja budilka, pa do trenutka, ko rečemo Alexa, ugasni luč, če lahko malce pokarikiram. Seveda nas bolj zanima digitalizacija v javnem sektorju, predvsem pa vpliv njene prisotnosti oziroma neprisotnosti v času krize COVID-19, če lahko uporabim to skovanko. Kriza nas je namreč fizično izolirala in osamila, in še sreča, da virus ne potuje po internetu. Večina od nas, tudi zaposlenih v javnem sektorju, se je znašla v situaciji, ko delo poteka od doma in pa seveda predvsem online. Če zavijemo najprej k šolstvu oziroma visokem šolstvu, kolega Todorovski, kako vidite delo od doma kot visokošolski učitelj? Ja, moram reči, da jaz nad tem delom zunaj predavalnice ali pa, kako bi rekel, s pomočjo digitalnih pripomočkov nisem bil ravno navdušen, čeprav izhajam iz področja, ki nekako se ukvarja z informacijsko tehnologijo in z uporabo informacijske tehnologije na različnih področjih. Jaz mislim, da še vedno najboljši pedagoški proces poteka v živo in sicer tako, da je nekako omogočen čim bolj neposreden kontakt z študenti. A po drugi strani sem opazil, da tehnologija vseeno v stiski, kakor jo imamo zdaj, omogoča, da ta stik, kolikor se da, ohranimo in seveda kot, kako bi rekel, relativno pionirsko smo se lotili vsega tega, ker nekako nismo imeli ne vem koliko opreme, vsak je moral zimprovizirati neko domačo predavalnico, zato da je pouk potekal nemoteno. In moram reči, da gotovo ta način izvedbe predavanj in kontakta s študenti ima tudi svoje prednosti, predvsem to, da pušča sledove za sabo, ki jih študenti lahko potem še naprej reflektirajo, pogledajo posnetke, mogoče za nazaj tudi kaj vprašajo. Skratka, je kup enih stvari, ki jih do zdaj se nisem zavedal in se mi zdi, da pravzaprav smo probali, kolikor se jih da izkoristiti, pa imamo očitno priložnost vsaj na Univerzi v Ljubljani še 2 tedna jih dobro izkoristiti. Ok, hvala. Zdaj, z delom od doma se sooča tudi celotna javna ali pa državna uprava in mogoče ravno zaradi tega, ker je primarno storitvena dejavnost, mogoče delo od doma zaposleni upravljajo lažje kot pa recimo tisti, ki so vezani na proizvodno. Gospa Mizori Zupan, kako vidite te spremembe kot zaposlena v državni upravi? Ja, pozdravljeni najprej tudi z moje strani. Recimo kot zaposlena v Ministrstvu za javno upravo, v Direktoratu za informatiko, vidim delo od doma kot veliko prednost, a ne? Naše delo je potekalo nemoteno, mi smo pač imeli možnost, nekateri naši sodelavci so to možnost od dela že izkoriščali tudi prej, predvsem tisti, ki se vozijo na delo v Ljubljano od daleč, so recimo enkrat ali pa 2-krat na teden delali od doma, ostalo pa bili prisotni v službi, tako da za nas ni bilo to popolnoma novo.
Seveda pa za večino od nas pa je bilo to novo, ampak kot sem rekla, ob dobri organizaciji dela in zaupanju nadrejenih delo lahko zelo lepo poteka. Mi smo se res zelo dobro organizirali, pri nas je delo potekalo nemoteno, lahko celo rečem, da smo imeli dela veliko več. Mislim, da tudi zavzetost sodelavcev za opravljeno delo se mi zdi, da se je povečala. Ker na koncu dneva si moral pokazati rezultate. Mi smo dnevno vodili evidenco neprisotnosti, kar je v javni upravi oziroma državni upravi praviloma, da je pomembna prisotnost. Mi smo sedaj vodili evidenco opravljenega dela. Se pravi, za vsak dan si napisal v skupno evidenco, kjer so vsi videli, kaj si naredil, in to je bila kar precej velika zaveza, da si res nekaj opravil. Ker so tudi ostali videli, kaj si naredil, in naše delo se vidi. Če nekaj ti v programu oziroma v informatiki nekaj narediš, ponavadi je potem tudi rezultat, in viden rezultat. Pri nas so recimo tako tudi vsi sestanki normalno potekali preko videokonferenčnih sistemov. Moram reči, da v službi smo uporabljali različne sisteme, ker imamo tudi zunanje izvajalce. Poleg tega je tudi redno potekalo delo v mednarodnih projektih. Mednarodni projekti se niso zaustavili, vse deluje naprej, vse se dogaja preko videokonferenčnih sistemov in seveda dokumentacije na skupnih platformah ali pa po mailu. Tako da absolutno je to dobrodošlo, je pa res, tukaj bi pa tudi pritegnila gospodu Todorovskemu, da pa tehnologija pa ne more popolnoma nadomestiti osebnih stikov. To pa je res. Recimo, če povem spet iz svojega primera, kjer se pogovarjamo o novih rešitvah, kjer so res tehnološki sestanki, tam bi imela veliko raje, če bi bil sestanek fizično v sejni sobi, kjer je ogromna tabla, kjer sproti rišemo, debatiramo. To pa je malo težje izvesti preko videokonferenčnega sistema. Ampak tudi to smo speljali. Tako da ja, absolutno podpiramo delo, tudi naši nadrejeni podpirajo to delo in se je izkazalo precej v redu. Hvala. Gospod Simič, vi prihajate iz zasebnega sektorja. Kako je pa z delom na domu pri vas? Jaz nisem nič delal na domu, razen čez vikend. Vsak dan sem normalno prihajal v službo in vsak dan sem bil v službi, kajti praktično sem več ali manj, so moji sodelavci bili odsotni, eni so na čakanju, eni so prihajali občasno, tisti, ki niso. Če gledam računovodski oddelek, je meni pomembno, da je delo narejeno. Mi že imamo nekaj let narejeno evidenco dela. Meni je popolnoma vseeno, kje delajo, se priključijo, vodi se evidenca, za katero stranko dela, ima določeno šifro, kaj dela za njo, vse se beleži čas in tudi na koncu meseca se samo izpišejo računi z vsemi temi časovnimi efekti. Tako da pri nas je edino to poznano, ne dela davčna uprava, in ker ne dela davčna uprava kot davčni svetovalci, se tisti moji pri meni, ki so na čakanju, pač čakamo, da se davčna uprava začne delati. Računovodstvo je pa ves čas delalo in pomembno, to je vse šlo digitalno. Tako da tukaj nimamo nobenih težav. Jaz sem bil pa, za mene se ni nasmenilo. Pa mogoče, če tako širše pogledate zasebni sektor, pa delo nadaljavo, mogoče v primerjavi z javnim sektorjem, se bo mogoče zdaj stvar kaj spremenila, v prihodnosti bomo mogoče drugače dojemali tehnologijo in pa zmogljivosti, ki jih ponuja. Bo to bolj za človeka, slabše za človeka? Kako mogoče to mislite? Jaz menim, da je vse v glavah. Že kot sem bil direktor davčne uprave in tukaj v Sloveniji, pozneje v Srbiji, sem zahteval komunikacijo preko računalnika, torej preko e-mailov. Bilo je v začetku veliko upiranja, kajti vsi so navajeni na neko vročanje, povratnice in ne vem kaj, ampak za mene je e-mail, torej elektronska pošta, tisti dokument, tisti dokaz, ki dokazuje komunikacijo, pustimo zdaj zlorabe in tako naprej. In mi tudi danes, ko komuniciramo z davčno upravo, torej pa s finančno upravo, nimamo nobenih težav, torej veliko komuniciramo preko elektronske pošte. Razen tisti zadnji akt, ki je ali je to nek zapisnik, ali je to neka odločba, se nam vročajo potem ali s povratnico preko redne pošte ali pa na e-davkih nam jo odložijo in jo prevzamemo. Pomeni, da na finančni upravi je ta zadeva dokaj organizirana. Tako da jaz sem pravnik, ampak nisem zagovornik, bom rekel, nekih strogih
strogih pravil, pomeni, da mora biti vse v originalu, da mora biti tako naprej. Mi dostavljamo neko dokumentacijo v originalu, oni jo pa tam skenirajo in izhranijo v skenu. Pomeni popolnoma isto, če bi mi njemu tudi poslali to dokumentacijo. In potem, zmeraj se bo najdel nek odstotek ali pa nek promil ljudi, ki bodo želeli nekaj ponarediti ali pa goljufati, ampak zaradi njih vseh jaz ne bi omejeval poslovanja in za mene je to, kar nam danes omogoča tehnologija, fantastično, lahko se na katerem koncu sveta, tudi mi vsi štiri bi lahko bili na 4 kontinentih, bi se lahko pogovarjali, lahko bi si izmenjevali podatke, lahko bi vlagali vloge, tako da jaz tukaj ne vidim nobenih težav. Menim pa, da je še veliko rezerve v Sloveniji, kajti v neki fazi se je zadeva ustavila in se s to digitalizacijo ne gre tako naprej, kot bi se lahko šlo. Mogoče, če lahko vprašam gospod Zupan, v javnem sektorju ste omenili, da ste določili oziroma vpeljali nek način poročanja dela, ki se opravi kot delo na domu. Recimo, ste prišli do kakšnih izzivov v smislu nekih, rečem, norm, ker recimo, če gledamo nek zasebni sektor, neko proizvodno, ker se lahko določi, da moraš recimo v 8 urah sestaviti toliko in toliko nekih izdelkov, sešiti toliko in toliko nekih oblek. Kako lahko take stvari določimo v javnem sektorju? Ja, v javnem sektorju gre tukaj predvsem za medsebojno zaupanje med vodjem in zaposlenim. Vodja mora vedeti, kaj zaposleni, katere naloge ima zaposleni in tudi mora znati oceniti, v kakšnem času lahko to nalogo opravi. Recimo ena takšna stvar, ki je različna od gospodarstva, ki sem jo že prej omenila. Gospodarstvo je izredno prilagodljivo. Tam se vedno štejejo rezultati, se pravi ciljno usmerjeno. Ni pomembno, kdaj ti to narediš. A ti narediš to dopoldan, popoldan, zvečer, čez vikend, čez praznik. Pomembno je, da narediš. Tam so roki in je potrebno narediti. Državna uprava je na tem področju izjemno rigidna. Državni upravi se ni skrivnost, je pomembna, koliko časa si v službi, se pravi 8 ur, točno je določen, od kdaj do kdaj moraš biti, in nagrajuje se, koliko časa si v službi, ne pa, kaj si opravil. Nažalost, tako je. Recimo, mogoče je to za neke šalterje seveda pomembno, tam so uradne ure, tam mora biti nekdo na voljo stranki. Če pa stopim na korak na stran predvsem informacijske stroke, je pa zelo težko zjutraj ob 8 recimo vklopiti svoje možgane, ki bodo razmišljali o tem, kako bomo razvili neko novo storitev in jih ob 16 uri izklopiti. Mislim, da ni treba poudarjati, da tega pač ni mogoče. Tako da mi ogromno stvari naredimo tudi popoldan, ko greš na tek, se ti sprostijo možgani, si bolj ustvarjalen. Največ takih res dobrih rešitev se porodi ali ob kavi, ali ob pivu, ali na športu, ali kjerkoli druge. Ne pa za pisalno mizo v tistih 8 urah v službi. Tako da, kar se tiče z informacijske stroke, je to omejevanje na tistih 8 ur fizične prisotnosti izjemno slabo deluje. Tako da je zdaj to delo od doma, mogoče celo, kot sem že prej rekla, mi smo imeli več dela in se mi zdi, oziroma bi celo lahko trdila, da smo več naredili, da smo bili bolj kreativni, zaradi tega, ker nismo bili tako omejeni. Torej, verjetno zelo odvisno od tega, kakšno delovno mesto zaseda nekdo in kakšno delo upravlja, No, saj to sem hotela poudariti. Jaz lahko trdim za informatiko. Pa verjetno, ne vem, nek pravnik, ki piše, to bo gospod Simič mi lahko potrdil ali ovrgel, nek pravnik, ki pripravlja nek predpis, je verjetno tudi čisto vseeno, ki je ta predpis pripravlja, v službi ali pa doma. Kot sem rekla, so pa nekatera delovna mesta, kjer je pa pač obvezna prisotnost, kjer imaš uradne ure, delo s strankami, tam pa pač nimamo kaj. Zdaj, verjetno smo vsi opazili, v teh razmerah so predvsem za to premostitev začetno, pa mogoče novega načina dela veliko vlogo odigrali informatiki v organizacijah samih ali pa tehnične službe. A so bili pripravljeni, smo jih dovolj cenili, jih bomo mogoče zdaj bolj cenili, kako recimo kolega Todorovski gledate na to?
Jaz malo težko odgovorim na to vprašanje, ker prihajam tudi iz stroke informatike in nekako sem dosti samozadosten v tem smislu. Ampak v vsakem primeru se mi zdi ključno. Na fakulteti za upravo smo gotovo rabili informatike za to, da smo izboljšali svojo infrastrukturo, recimo za videokonference, ne? Ker na začetku je to infrastrukturo, kot vemo, ponujal Arnes, ampak Arnes seveda v takih pogojih ni mogel to zagotoviti tako large scale, kot je bilo potrebno. Tako da v bistvu mislim, da je neprecenljivo to, kar so mogli informatiki narediti. In gotovo tukaj, če še se sklicujem na vprašanje, ki ga je stavila v chat oknu študentka Diana, drugega letnika fakultete za upravo, ali je bilo več dela? Jaz mislim, da za informacijske službe, ki so ponujale infrastrukturo za naše komod delo na daljavo, je gotovo bilo veliko več dela. Tudi moram reči, da pravzaprav s pripravami na predavanja, ki so take oblike, kot jih imamo zdaj, je bilo več dela kot sicer. Paradoksalno, na nek način je to bolj zahtevno, da to ti ostaneš doma. Mogoče ta commuting time, ki ga prišparaš, se pozna pri tem, da imaš malo več dela s temi pripravami in z načinom sploh, kako se boš lotil. Veliko premisleka zahteva to, kaj pomeni zdaj, študenti te ne vidijo, ti jih ne vidiš nazaj, se pravi, moraš biti bolj inventiven, na drugačen način se lotiti stvari in gotovo je tudi s tem povezano tudi povečanje količine dela. Dosti mogoče spregledan nus pojav tega. Ja. Kako je bilo pa z informacijsko-tehničnega vidika na Ministrstvu za javno upravo? Tako za zaposlene kot za zunanje deležnike, gospa Zupan, kar se tiče infrastrukture? Ja, v bistvu je bilo informacijska infrastruktura, predvsem pa tisti sodelavci, ki delajo na informacijski podpori, so bili seveda izjemno obremenjeni. Tu je bilo izjemno povečanje vsega tega potrebnega dela, ki ga je bilo potrebno opraviti, kajti kar naenkrat je bil naval vseh tistih, ki so želeli delo od doma. Za podatek lahko povem, da so kolegi iz našega direktorata takoj v tistih prvih dneh, tednih zagotovili več kot 7,000 uslužbencem so zagotovili delo od doma, kar je res izjemno velika številka. Recimo, kar bi pa lahko rekla, je pa, da je zelo različno po organih. Kot primer lahko dam dve ministrstvi. Eno je Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano, ki je izjemno spodbujalo delo od doma, ki je želelo, da jim kolegi uredijo delo od doma v bistvu za večino njihovih sodelavcev. Po drugi strani je pa recimo Ministrstvo za kulturo, ki so pa večinoma hodili v službo na lokacijo. Se pravi, tukaj se vidi, kako je zelo različno tretirana ta informatika. In ko je bilo prej vprašano, če lahko še na to odgovorim, kakšna je vloga informatikov, jaz osebno res si želim, da bi ta epidemija končno pokazala vodilnim, vodstvenim kadrom, odločevalcem, politiki, da informatiko ne smejo tretirati kot strošek, ampak kot prednost pred ostalimi, kot konkurenčno prednost in kot pomoč, da so lahko boljši in bolj učinkoviti. Res si tega želim. Ker potem bomo tudi Slovenija kot celota na področju digitalizacije uvrščeni mnogo više na mednarodnih lestvicah, kot smo sedaj. Dokler tega zavedanja ni, dokler vsi informatiko vidijo samo kot strošek, tega ne bomo dosegli. Zdaj, ta izolacija ali pa delo od doma je tudi zasebni sektor potisnila v neko situacijo, ko so mogli večino stvari opraviti online. Zdaj, a so bili posamezniki ali pa zaposleni pripravljeni na to in pa a je država v zadostni meri omogočila svoje storitve online? Gospod Simič, kaj menite? Mislim, da je država tam, kjer ni mogla omogočiti, je pač pri vozniških dovoljenjih, pri prometnih dovoljenjih enostavno podaljšala veljavo. V ostalih zadevah, spet, če gledam davčno upravo, oziroma finančno upravo, s katero veliko komuniciramo, tudi v tem času so zadeve potekale popolnoma normalno. Tisti, ki so delali, ki je tudi v finančni upravi, jih je veliko
delal doma, tako da jaz nisem imel tukaj nekih posebnih težav, razen je bil manjši obseg. Vse je pa odvisno od tega, kako nekdo sprejme to komunikacijo preko bom rekel, računalnika oziroma digitalno, koliko mu je to blizu, koliko se s tem muči in tako naprej. Ampak enkrat, ko to sprejme, se navadiš. Jaz se bojim, da bo tudi v bodočnosti vedno manj seminarjev, tisti, ki smo se prej družili, da bo to vedno več šlo na online, bomo imeli webinarje in tako naprej, sploh kakšne krajše, ker se nobenemu ne bo splačalo več prijati. Zato jaz pravim, da tudi ta korona je prinesla neke prednosti, predvsem na področju digitalizacije, kjer bomo določene zadeve, ki se prej niso dale premakniti, se bodo mogoče zdaj lažje premaknili in tudi bodo ugotovili, da so ljudje bolj sproščeni, bolj spočiti, če delajo od doma, ker jaz pravim, da za mene je bistveno, da je delo narejeno. In zaradi tega bi se tudi morala v državni upravi bi se morala določiti neka merila, neke meritve, da lahko meriš, koliko mora kdo narediti, kaj mora narediti, ker ti najhujše je, če nimaš teh meritev. Res pa je, da se to potem ljudje zoperstavljajo. Jaz vem, ko sem delal, ko sem bil na finančni upravi, tukaj v Sloveniji in tudi v Srbiji, na obeh smo delali neke meritve in ugotoviš, da eno in isto delo nekdo lahko vnese 500 plačilnih list, drugi pa samo 300, eden pa 150 in sploh ne veš, ker tudi plača bi morala biti temu proporcionalna, ne? Ampak ne moreš zaradi tega, ker imajo vsi neke plače in potem se lahko pogovarjaš o stimulaciji, ki je pa tako minimalna, da ne nadoknadi tega, kar je nekdo naredil. Torej, številke so bile za mene res šokantne, da je lahko nekdo dvakrat več naredil kot en drugi. In to je tisto, kar jaz nekaj trdim, da bi tudi državni upravi moral imeti sistem nagrajevanja, da tisti, ki želijo delati, da so nagrajeni, ali pa da tisti, ki ne delajo ali pa ne želijo delati, da se jim enostavno zahvali in da pač ostanejo tisti, ki želijo delati. Hvala. Zdaj, če gremo mogoče nazaj na Ministrstvo za javno upravo, ki je nekako ponudnik portala e-uprava. Zdaj, vemo tudi iz raznih novic, da če bi primerjali stanje pred krizo z stanjem danes, bi ugotovili, da v slovenskih domovih, pa verjetno tudi podjetjih, obstaja več naprav, več priključkov na internet kot prej. Se pravi, so prebivalci tudi kot stranke v javnem sektorju, poleg tega, da so si opremili seveda domove pa podjetja zaradi samega dela, tudi sprejeli, da obstaja z vidika storitev javnega sektorja več nekih možnosti, ki jih lahko izkoristijo. Če omenimo online naročanje pri zdravniku, online rezervacijo knjig v knjižnici, online oddajo vlog na FURS, na upravno enoto in tako naprej. Kako zdaj to gledate na portalu e-uprava? Ja, na portalu e-uprava se je ta kriza res izjemno poznala. Mi smo takoj v začetku krize, ko so se začele zapirati recimo upravne enote, dobili zahtevek, da nekatere vloge dodamo in se je tudi oddaja vlog takoj povečala. Recimo, ko je gospod Simič prej omenil, da se ni dalo podaljšati prometnega dovoljenja, pa to zelo hitro smo od Ministrstva za infrastrukturo dobili, da odpremo nazaj vlogo za podaljšanje prometnega dovoljenja, se pravi za tiste avtomobile, za tista vozila, ki ne potrebujejo tehničnega pregleda. Se pravi, smo omogočili vsaj tistim, ki niso potrebovali tehničnega pregleda, da to storitev kljub vsemu opravijo. Kar pomeni, da ko so se sprostili tehnični pregledi, je toliko manj bilo navala na tehnične preglede in registracijo. Se pravi, ampak najprej smo morali vlogo zapreti, ker je bilo pač prometno in vozniško se ne da podaljšati, potem pa se je skozi postopek, skozi pogovore tudi z državljani in zavarovalnicami ugotovilo, da pa za nekatere kljub temu lahko to uredimo. Potem recimo je bilo zanimivo, ko so nam preprečili zaradi možnosti okužbe, da zapustimo svojo občino stalnega ali začasnega prebivališča, se je izjemno povečal naval oddaja vloge za spremembo oziroma registracijo prebivališča, stalnega oziroma začasnega. To je prišlo tako daleč, celo da smo se potem dogovorili s pristojnimi, z upravnimi enotami, z Ministrstvom za notranje zadeve, da celo na portalu e-uprava omogočimo oddajo teh vlog z tega področja tudi brez uporabe e-identitete. Takšna vloga sicer ni tako prijazna za državljana, ker mora vse podatke vnesti sam, ker se pač ne prijavi z e-identiteto.
Na drugi strani je tudi več dela za referenta, ker mora vse te podatke preveriti, ampak možnost je obstajala. A ne? In moram reči, da je bilo oddanih, mislim, da okrog 6.000 teh vlog za spremembo prebivališča. In naval je bil, takoj se je videlo, ko so se občinske meje zaprle, je naval vlog bil takoj, tisti trenutek je bil naval vlog. Tako da pri nas se je res izjemno videl ta prehod, to zapiranje fizičnih točk. Recimo še ena takšna, kako so se nekatera ministrstva hitro prilagodila. Recimo, če lahko povem še ta primer, Ministrstvo za pravosodje, na portalu e-uprava je možno z uporabo e-identitete oddati vlogo za izpisek iz centralne kazenske evidence in v primeru, da v centralno kazensko evidenco niste vpisani, dobite ta izpisek nazaj na portal e-uprava. To je delalo že prej. Ampak zaradi varnosti zaposlenih v vložišču na Ministrstvo za pravosodje so prosili, da omogočimo tudi oddajo vloge brez uporabe e-identitete. To še vedno pomeni na drugi strani več dela, ker je potrebno to vse preverjati, ampak rešili so ta problem fizičnega stika med uporabniki in vložiščem. Se pravi, nekatera ministrstva so zelo hitro prepoznala, kako se obrniti, da svoje delo lahko kljub temu opravljajo in poleg tega pa zagotovijo, da ne bi prišlo do direktnih stikov med uporabniki in njihovimi zaposlenimi. Tako da nekateri organi so to res pridno izkoristili, na e-upravi smo pa seveda tudi zadovoljni. Zakaj? Zaradi tega, ker v preteklosti marsikdo sploh ni vedel, da z državo lahko elektronsko posluje in je to v tem času spoznal. Kar si želimo, da ne bi potem ti uporabniki pozabili, ampak bi to možnost izkoriščali še naprej. Hvala. Zdaj mogoče vprašanja malo iz same klepetalnice oziroma klepeta, ker nekateri so poslušatelji, od poslušalcev so študentje, pa bi mogoče kar kolega Todorovskega vprašal, kako razmišljate glede stanja po krizi, predvsem teh izkušenj, ki smo jih pridobili, mogoče tistega, kar ste prej omenjali, da so določene stvari pa pozitivne, kaj bi ohranili, kaj bi pa vrgli oziroma spremenili nazaj v stare tire, glede na to, kakšne so bile izkušnje zdaj skozi ta čas? Ja, jaz bi gotovo še vedno vztrajal na redna srečanja v predavalnicah. Mislim, da je to nekaj, kar ne nadomesti nobena tehnologija in to mislim, da če to štejemo pod zvračanje v stare tirnice, gotovo sem zagovornik tega. Ampak obenem pa gotovo lahko se v učilnici dobivamo tudi bolj kvalitetno, kakor do zdaj, s tem, da uporabimo sledove, ki smo jih pustili za sabo. Kakšno predavanje mogoče v predavalnici skrajšamo, ga raje namenimo čas neki bolj interaktivni debati, ki je res v bistvu fizična predavalnica je res udobno. Šele zdaj sem ugotovil, koliko udobno okolje je za plodno debato študenti, ne? Se mi zdi, da še bolj se zavedam, ne? Tako da jaz bi rekel, zelo dragocen čas, ki ga prebivamo skupaj v fizičnem prostoru, bi mogoče prenamenil zdaj, ko bi lahko kakšne stvari in kakšne materiale dal v digitalni obliki dostopne študentom. Tako da to bi bila neka popotnica, ki sem jo hotel ohraniti glede nas, ampak sem hotel v bistvu se mogoče navezati, če dovoliš, Mitja, na kratko na to, kar je gospa Mizori Zupan povedala prej. Ja. Da mogoče je zelo fajn, da si ene par stvari tudi zapomnemo od tukaj nasploh za digitalizacijo in za e-upravo. Za začetek mogoče bi jaz tako vrgel eno idejo o mogoče o deljenju anonimiziranih, seveda, popolnoma anonimiziranih podatkov o uporabi portala.
v času krize in pred časom krize. To bi za raziskovalce e-uprave bilo v bistvu še kar neprecenljivo dobro, ker bi najprej videli, kateri so tisti servisi, ki so najbolj esencialni, ne, in ki bi mogoče tudi v prihodnje državljani in državljanke še naprej uporabljali v digitalni obliki, ne, ker pač enkrat, ko so jih spoznali na ta način, jaz mislim, da je to nekaj, česar ne smemo pozabiti enkrat, ko bo vsega konc. In to bi bilo mogoče fajn za to, da se mi poglobimo v te podatke. Drugo je seveda, ne smemo pozabiti, da Slovenija bi mogla, številne meritve na področju Evropske unije kažejo, da imamo težave z poenoteno e-identiteto in s poenotenim e-vročanjem. Jaz mislim, da tukaj moramo nekaj narediti, da se to končno poenoti, da vsak državljan ima nek varen kaselc v javni upravi, kjer bo sprejemal odločbe in da bo vsak imel en dokument, katerikoli, ki bo na sebi nosil elektronsko identiteto. Zato, da jutri po jutrišnjem, ko napoči neka nova taka kriza, da imamo vsi digitalno identiteto in da to je nekako ena osnovna infrastruktura, ki jo imamo. In seveda, ko ste rekli, da je vročanje dokumentov brez e-identitete problematično, ker je treba dodatno obdelati dokumente, trenutno se piše nacionalna strategija za umetno inteligenco. Začela jo je pisati Ministrstvo za javno upravo, trenutno je prevzelo žogo v svoje noge, če rečem, Ministrstvo za gospodarstvo, čeprav vem, ker sem član izvršnega odbora Društva za umetno inteligenco, mi tudi mi sodelujemo. Jaz mislim, da tukaj tudi Ministrstvo za javno upravo se mi zdi, da bi jaz probam biti zagovornik javnih storitev. Jaz mislim, da z umetno inteligenco lahko na marsikateri način izboljšamo recimo izpolnjevanje formularjev, preverjanje formularjev. Mogoče ne sprejmemo raje avtomatskih odločitev, to je vedno problematično in tukaj se umetne inteligence ne bi preveč mešal, ampak tam, ko gre za preverjanje recimo pravilnosti izpolnjevanja formularjev in tako naprej, to so utečeni, to so zelo dobre tehnologije, ki že delajo na številnih področjih. Jaz mislim, da mogoče gledajte z enim očesom skratka to strategijo in probajte tam noter ustaviti javne servise. Ja, če se lahko kar odzovem, no. Kar se tiče te statistike, seveda z veseljem vam bomo delili, ker jo mi sproti seveda dopolnjujemo v času teh vlog, te oddaje vlog, mi imamo po dnevih narejeno statistiko oddaje vlog, no prej sem omenila, 6000 vlog za spremembo prebivališča, to je bilo samo v marcu, v aprilu, tistih prvih, potem dneh jih je bilo pa še preko 16 000. Zdajle v maju pa samo še malo več kot 1000, tako da tudi vidite in to lahko brez problema damo. Mogoče še ena stvar, ki ste jo tudi verjetno vi na fakultetah občutili in vsi ste verjetno slišali za to, bila je tudi na voljo vloga in je še vedno, za enkratno pomoč študentom, to so študenti s Pridom oddajali, moram priznati, da, ker ste že ravno omenili statistiko, mi v povprečju smo v letu 2018 pa 2019 na leto dobili okrog 60 000 vlog preko e-uprave, No, glede na to, da je kar precej študentov upravičenih bilo do tega dodatka, smo samo 21. ko smo jo zjutraj odprli to vlogo, 21. aprila, dobili 35 000 vlog v enem dnevu. Tako da tistim študentom, ki danes poslušajo in so to vlogo oddajali, se upravičim, ker je bila vsake toliko časa vloga tako oblegana, da jo niso mogli vsi dobiti. Tako da vloga ni bila niti v enem trenutku, da bi bila nedosegljiva popolnoma, stvar je skozi delovala, ampak nismo imeli špice, da je bilo recimo v sekundi je to vlogo oddajalo cirka 130 upravičencev. In seveda naši sistemi ne morejo biti dizajnirani za takšno količino, če smo prej imeli 60 000 vlog na leto. Ampak kot sem rekla, storitev je bila vse skozi po konci, tako kot mi pravimo, je pa nekateri so v istem trenutku vlogo lahko oddali, drugi jo pa niso mogli, pa so morali potem
kasneje poskusiti, tako da vsem tistim študentom, ki so imeli kakršnekoli probleme, se kljub vsemu tukaj opravičujem in se jim zahvaljujem, da so bili strpni in so potem poskusili še enkrat. No, vseh skupaj teh oddanih vlog pa je bilo v prvih 4 dneh skoraj 50 000. Tako da mi imamo že danes preko 60 000 oddanih vlog, kar smo imeli prejšnji 2 leti v celem letu. Tako da ja, to statistiko absolutno lahko dobite, ker jo mi res na dnevni bazi zdaj beležimo. Kar se pa tiče vročanja, pa tudi moram povedati, da je pri nas to top prioriteta. Lahko z veseljem povem, da je to v tem trenutku top prioriteta tudi za naše vodstvo, tudi za kabinet, kar smo zelo veseli in res intenzivno delamo na tem vročanju. Kot sem rekla že prej, pri nekaterih vlogah lahko uporabnik, ko vlogo odda, odločitev že dobi nazaj v predal na moji e-upravi. Se pravi, registrirani uporabniki portala e-uprava lahko nekatere odločitve že dobivajo. Bomo pa seveda s tem celovitim sistemom za e-vročanje, se pravi, to je elektronsko osebno vročanje, kjer mora biti tudi vročilnica, tudi to uredili. Si pa želimo, tudi mi, da bi ta predal na e-upravi postal predal za vse te odločbe. Ampak to pa je zopet pač stvar organov in odločevalcev. Ker pa ste omenili še osebno, to elektronsko identiteto, pa tudi lahko omenim, da je v spremembi zakona o osebni izkaznici predvideno, da bo tudi na novi osebni izkaznici prostor za e-identiteto. Tako da se te stvari odvijajo v pravo smer očitno. Ja, mogoče še vprašanje z moje strani ravno na to tematiko teh študentskih vlog, ker vemo, da je bilo kar nekaj, da rečemo, debate tudi v javnosti, v medijih. V neki teoriji računalništva v oblaku govorimo o tem, da se da zelo enostavno prilagajati zmogljivosti infrastrukture tam, kjer jo rabiš največ. In vemo, da državni računalniški oblak ima vzpostavljen. Kako je pa s tem, da takrat v takih kritičnih situacijah bi lahko enostavno infrastrukturo pojačali, če tako lahko rečem, ravno na tistih storitvah, ki so najbolj obremenjene? Ja, sej en del smo to potem rešili, se je takoj šlo v ta del širitve, tako Discoveryja kot Rama. Bil je potem nekaj časa problem tudi na propustnosti omrežja, pa so potem tudi to dvignili in potem ni bilo več problemov. Hvala. Mogoče še eno vprašanje iz publike za pač kogarkoli od panelistov in sicer se pač tiče, da rečemo, občinske samouprave, lokalne samouprave in sicer tudi na področju lokalne samouprave ali pa občin, če temu tako rečemo, so imeli podobno situacijo, kot jo imamo v državni upravi ali pa šolstvu, torej po eni strani omogočati delo na domu, po drugi strani pa omogočati tudi storitve za stranke. Tako da tudi tam je, bom rekel, vloga informatike, stopnja digitalizacije, če temu tako rečem, vplivala na to, koliko dobro ali pa koliko slabo so se lahko odzvali v posameznih občinah. Zdaj, a menite, da se bo ta stvar zdaj spremenila, da bo mogoče več posluha za digitalizacijo tudi na tej ravni, ali se bo tako kot mogoče kje drugje pa po krizi pozabilo na vse skupaj, pa bodo stvari šle po starih poteh dalje, če temu tako rečem? Si konkretno izval nekoga? Ne, kdorkoli, zdaj glede na to, da noben prav iz področja lokalne samouprave ni, ampak mogoče razmišljanje tudi na tej ravni, ker konec koncev lahko tudi njihovo informatiko primerjamo z informatiko neke druge organizacije, verjetno bolj javne kot pa zasebne, pa vendarle, ne? Mogoče lahko jaz samo povem, da e-uprava se delno že povezuje z občinami. Mi imamo delovno skupino na nivoju vseh 3 reprezentativnih združenj občin, Skupnost občine Slovenije, Združenje občin Slovenije pa Združenje mestnih občin Slovenije. Imamo delovno skupino, ki je pripravila 10 najpogostejših vlog, ki jih državljani vlagajo na občinske uprave, se pravi na občine, in jih pripravljamo, da bodo na voljo tako za državljane kot za podjetja, se pravi tako na portalu e-uprava kot na portalu Spot.
in lahko povem, da smo prav danes dopoldan, odprli prvo vlogo za državljane, da jo lahko oddajo na občine. To je sicer samo na 3 občine, prve 3, to je vloga za enkratno pomoč ob rojstvu otroka. Trenutno je pa vlogo možno oddati na občino Oplotnica, Velenje in Novo mesto. Danes dopoldan je to zaživelo. Zdaj pa čakamo ostale občine, da se nam bodo priključile. Prav tako pa kolegi na portalu Spot tudi pripravljajo te prve vloge in mislim, da so testirane že tik pred koncem, tako da lahko v naslednjih dnevih, tednih pričakujemo tudi vloge, ki jih podjetja morajo vložiti pri občini. Mogoče, če se obrnem na gospoda Simiča, kaj je pa tisto, kar recimo podjetja pogrešajo glede e-poslovanja v teh kriznih časih, pa verjetno tudi pred in po, kar se tiče storitev, ki so na voljo online? Pogrešam, mislim, predvsem na strani podjetnikov mora biti veliko tistih, ki želijo to koristiti, ne? Ampak ljudje so večinoma še zmeraj navajeni, da grejo tam, kjer se ta storitev upravlja, ali grejo na upravno enoto, ali grejo registracijo delati tudi sam. Je popolnoma normalno, da grem na AMZS, dobro, ne omogoča, da se lahko sam avto registriram. In čeprav dobiš, ne vem, včasih je bilo bogokletno, da si prišel s kopijo zavarovanja, dan zavarovanja, lahko dobiš kopijo, lahko počakaš tudi tam pri referentu, ki registrira, da dobiš po mailu registracijsko dovoljenje. In vse to bi lahko počel tudi sam. Če bi imel ustrezno infrastrukturo, lahko bi tudi sam podaljšal dovoljenje, lahko bi sam plačal, torej vse to se da narediti normalno, lahko z uporabo digitalnega certifikata, da veš, da si res ti. Tako da jaz pravim, tukaj je predvsem država tista, ki mora zadevo poriniti in reči, mi vam to dajemo na razpolago. Če se zgledam samo tisto varianto informativni izračun dohodnine, ki ga danes dobite vsi po pošti, ki je bil izmišljen pred 13 leti, je tudi bilo rečeno, da se to ne da, ampak in nihče od zavezancev ga tudi ni zahteval. Pomeni, v državi morajo biti ljudje, ki vejo, kaj zavezanci potrebujejo oziroma kaj državljani potrebujejo in to naredijo. Normalno, včasih gre treba čez kakšne zakonske norme ali pa jih prilagoditi, poenostaviti, ne se držati strogo, bom rekel, nekih strogih predpisov. Jaz pravim, da če je dovolj časa, jih tudi prilagodiš, torej jih spremeniš, ampak mora biti pa tudi obrazložitev, zakaj se to spreminja. Kajti ljudje zmeraj hočejo imeti 100.000 nekih potrdil, da je to res ta prava oseba, da je to ta prava izpolnjena. Veste, kolikrat se ti zgodi, greš za nekim organom in se moraš vrniti, ker nisi imel ne vem ničesar. Tako da, recimo, digitalizacija bi lahko čisto enostavno, da vem, doma imaš dedek pa babica, ki sta bolana, vnuk mu tam prištima računalnik in dedek reče po računalniku, ne na telefonu, tebi, ki stojiš pred referentom, ja, jaz sem poslal mojo hčerko, da gre za mene to urediti. Torej, lahko bi že preskočili tudi pooblastilo, ki bi ga bilo. Referentka bi pa lahko imela pred sabo na računalniku osebno izkaznico, dedka pa videla, da je to res on. Torej, to so take enostavne stvari, ki se dajo narediti, ker res včasih, ki prideš ali pa greš na pošto, pa ne moreš. Čeprav pošta je tudi zdaj dosti šla naprej. Jaz si včasih pomislim, recimo, če gledam, včasih, ko smo prišli, smo morali priti in dokazovati, da smo res direktorji podjetja. Pa vem, da je bilo še dolgo časa, ko je že na iPesu bilo vse na internetu, niso hoteli pogledati na iPes, a je res ta oseba direktor, ampak si moral prinesti originalno potrdilo, da si direktor. S časoma se te zadeve uredijo, ampak jaz mislim, da predvsem državna uprava mora porivati in ljudem dati, ker ti ljudje se v glavnem jezijo, se obrnejo in grejo. Torej, nekateri pošiljajo na MEU, pošiljajo svoje predloge in tako naprej, ampak jaz, ko si mi gledal, to so neke predloge, ampak niso tisti, ki bi lahko tudi zakonsko do konca izpeljal. Zato tega pravim, da predvsem morajo biti ljudje iz prakse, tako kot je prišla gospa Zupan, da vejo, kaj ljudje potrebujejo. Tudi, bom rekel, IT sektor, če govorimo o programerjih. Jaz zmeraj sem se, ko smo hoteli karkoli menjati, sem se usedel najprej za programerji in se njim predstavil, kaj bomo naredili, da vidimo, če oni to lahko naredijo. In potem se počasih dogaja, da programerji v državni upravi pravijo, to se ne da. Zato moraš imeti zmeraj neki rezervni shod, ki pa nekoga pripelješ, ki pa reče, da se da. Ali pa da si toliko trmast in da rečeš, me ne zanima, vsete se ne študirite, pa pite čez en teden nazaj. Ker ti najlažje reči, da se ne da. In zato je pravim, velik uspeh, če imaš ti med programerji sposobne ljudi, ki imajo ideje, ki želijo nekaj narediti. Jaz pravim tudi, ker si na funkciji, morajo imeti hrabrost, da ti povejo, da pa tisto ne moramo uvesti iz dan, ki si ti hotel uvesti.
Jaz se sam spomnim, ko smo v Srbiji uvedli en vplačni račun za vse davke in en obrazec, torej prej je bilo vplačnih računov čez 1000. In ko smo to uvedli, jaz se postavil datum, ne vem, tam nekje 20. december, to mora delovati, ker 1. januarja gremo v živo. In mene 19. pokličejo vsi prestrašeni, pridejo k meni v pisarno. In pol ne vejo, kdo mi bo povedal, da to pa ne bo 20. še laufalo. To pravi, da tudi tukaj, bom rekel, šef, tisti, ki je pač predstojnik, mora biti toliko fleksibilen, da ve, da tudi, ko postavi neki datum, da ga zavestno postavi malo prej, da ima še malo rezerve. In zato je spravljeno, da predvsem je odvisno, da nekdo poriva, moraš pa normalno, zdaj, če govoriva o nekom, ki je na ministrstvu, ali direktor, ali pa ne vem, vodja, mora imeti nad sabo predvsem ministra, ki to razume. In predsednika vlade, ki bo to tudi podpiral, kajte veste kaj, v teh zadevah se hitro zgodi napaka, hitro so ljudje nezadovoljni. In jaz vem, ko smo mi uvajali takrat informativni izračun, so prav tekmovali tudi novinarji in nekateri posamezniki, da bi našli neko napako. In ti takrat moraš biti pripravljen, da takoj reagiraš in rečeš, ne, to ni napaka, to se je zgodilo zaradi tega. Recimo včasih se je zgodilo, to ni mogoče toliko hudo pri davkih, kot je bilo, ko je prej gospa govorila o teh za študente, ki jih bo toliko naenkrat gor. Pri nas se je takrat dogajalo, da je nekdo pritisnil enkrat, pa je mislil, da ni šlo, pa je pritisnil še enkrat, pa je cifro podupliral, pa je pritisnil še enkrat, pa je na koncu je bila številka na mesto, ne vem, 4 je bilo 164, prihodek, če karikiramo, pa na mesto 4000 letni prihodek je bil 164 letni prihodek. In to moraš pač vedeti takoj, da reagiraš, da rečeš, da se to lahko zgodi. Torej jaz imam v teh zadevah najrajši velike napake. Če je velika napaka, jo najdeš takoj. Če je majhna napaka, jo pa ne boš narediti. Ja, hvala. Zdaj, na začetku ste omenili neko, da rečemo temu, kritično maso uporabnikov in tudi v klepetalnici je bilo že omenjeno, kako doseči, da bo večje število ljudi uporabljalo online storitve, da bo imelo elektronsko identiteto. Na koncu koncev že na ravni, recimo pri nas fakultete, imamo nekako praviloma priporočilo, da se uporablja informacijski sistem z digitalnim potrdilom, ampak imamo pa tudi opcijo, da lahko nekajkrat uporabiš to brez. In seveda potem imamo tudi možnost, da podaljšaš to uporabo brez elektronske identitete in seveda to mnogi praviloma izkoriščajo. Kako narediti, da bo več uporabnikov prvič zdajle, ko bo recimo čas odprtih upravnih enot šlo po elektronsko identiteto, po SIGENCO, kot rečemo po domače, in da bo potem mogoče v naslednji situaciji več državljanov pripravljenih, da lahko te online storitve uporablja. Lahko jaz povem, ker sem imel tako izkušnjo. Predvsem se mora ta postopek poenostaviti. Pomeni, če jaz dobim neko elektronsko pošto, kako naj se zdaj prijavim, da bom pridobil digitalni certifikat in potem normalno mora imeti tisto geslo, ki ga prejmem po navadni pošti oziroma s povratnico. To mora biti narejeno vse na en gumb. Ne morem jaz rabiti neko znanje, da bom to pritiskal, pa iskal in tako naprej. Torej, za mene je najhujše, ker pritisnem na neko povezavo, pa se mi pojavi ekran z 10 postavkami. Torej, zadeva, zdaj recimo imam tudi podaljšanje ene SIGENCE, enostavno jo ne bom podaljšal, zaradi tega, ker res hočem kliknem na tisto, da padem not in gre do konca. Lahko me vpraša, ja, ne, lahko me vpraša, če sem jaz prav, ampak ne mi pa spraševati, podati na razpolago neki kombinaciji. Danes sem recimo poklical enega IT-ovca, da se je priključil preko TimeViewerja, da je šel gledati, no, tudi on ni nič naredil. To pomeni, te zadeve morajo biti zelo enostavne in potem bodo ljudje bodo pač šli gor, drugače pa ne bodo šli gor. Mogoče gospa Zupanova, kaj glede tega? Ja, jaz lahko samo to povem, da kolegi, ki pač upravljajo s temi e-identitetami, da se zelo trudijo, da bi izboljšali uporabniško izkušnjo. Vem, pač, kot sem omenila, da se pripravlja tudi ta osebna izkaznica z možnostjo, da bo na njej možnost e-identitete. Naj bi se razmišljala tudi v smeri nekega appa v ta namen, bolj natančno pač ne znam ne moram zdaj povedati. Se pravim, vem pa, da precej se tudi trudijo tudi z zunanjimi izvajalci, da bi izboljšali to uporabniško izkušnjo. Kar nekaj korakov na to temo je že bilo narejeno, tako da je že bolj enostavno, kot je bila stvar v preteklosti. Velik napredek je bil narejen, ko se je omogočilo tudi
podpisovanje v oblaku, kar pomeni, da ne potrebuješ več nameščati podpisne komponente na svoj računalnik, s čimer smo imeli uporabniki res velike probleme. Tega zdaj ni treba več, svojo e-identiteto si pridobiš tudi podpis v oblaku in potem je to veliko lažje. No? Tako da delajo kolegi na tem, da se tudi ti postopki poenostavijo. Zdaj verjetno vsi vemo, da je problem tudi z zaposlenimi oziroma kadri, kar se tiče informatikov. Po eni strani so pač plače v javnem sektorju, v plačni sistem lepo porazdeljene in to pomeni, da pač lahko neki informatik v javnem sektorju, pa lahko mu rečemo tudi programer, zasluži precej manj kot v zasebnem sektorju in posledično je zelo težko pridobiti ustrezen, predvsem najboljši ali pa dober kader. Po drugi strani seveda imamo pa tudi situacijo, kjer je zelo veliko nekih razvojnih ali pa produktnih rešitev informacijskih v zunanjem izvajanju, kar pomeni, da te rešitve ponujajo zunanja podjetja, kar pomeni spet neki izziv za, bom rekel, državno ali pa javno upravo. Zdaj, nekaj vprašanj oziroma komentarjev je bilo tudi na povezavi med informacijskim in pa pravnim področjem, torej kako usklajevati pravno področje in pa informacijsko v smislu rešitev, storitev, ki nekaj omogočajo, pa hkrati se držati pravnih norm in potem zdaj kaj spreminjati, kdaj spreminjati, da bodo stvari seveda šle naprej, če temu tako lahko rečemo. To je vprašanje gospe Polonce, ne? Ja, je bilo, ja. Ja, bom jaz kar odgovoril. Torej, njeno vprašanje, koliko sem videl, je bilo, sem da ga odprem. Primer pooblastil, to je v redu, pa je pa govor naprej, sicer pa se ne moremo strinjati, da se gre preko predpisov. Torej, jaz kaj jaz razumem preko predpisov. Vi imate dva pravnika, dve mnenja, pa celo tri mnenja. Vzamemo en primer, naprimer, zdaj banalen, neki rok izteče v soboto. Izteče v soboto, vsem pravnikom nam je jasno, da če rok izteče v soboto, izteče v ponedeljek. Ker so v soboto pri organu, ki dela. Potem pa nekdo reče, veste kaj, ne, to bo izteklo v soboto, ker je to po uredbi o elektronskem poslovanju. Jaz potem rečem, v redu, dajte mi citirati to uredbo o elektronskem poslovanju in člen, da to lahko pogledamo. In tako naprej, potem nekdo kljub temu vlogo vloži v ponedeljek. In potem se zdaj začne razprava, oni mu rečemo zavržejo, ker je zamudil rok, in potem se začne razprava, je bilo to pravočasno, ker je oddajo elektronsko, moral bi spoštovati uredbo, ampak ti pa dobiš odločbo oziroma sklep o zavrženju, v kateri ni nikjer govora o nobeni uredbi. Potem se spet pravniki usedejo in začnejo diskutirati. Jaz pravim, v tem primeru se reče in se preseka. Če je dvom, v dvomu v korist stranke. In nihče, veste, tudi če tako gledaš, zmeraj moraš pogledati, koliko jih je pa tisti, ki se jim je to zgodilo. A jih je od 100.000, mogoče 10, potem se s tem ne ukvarjaš, ker tudi tam v nadaljevanju v tem vprašanju piše, da so potem spori. Spora ni, če državna uprava nekomu nekaj ugodi. Ne bo se zaradi tega popolnoma nič zgodilo, ne bo nihče zaradi tega propadel. In tukaj je včasih preveč iskanja tistega načina, da se ne ugodi. Torej, boljše ugoditi, pa nimaš nobenega spora, kajti če ti nekomu nekaj ugodiš, to ni tako hudo, sploh če gre za neke take prijave, izdaje osebne, ne vem, zamuda, karkoli. Tle sem jaz včasih bolj prilagodil in zmeraj grem na stran zavezancev, oziroma zavezancev državljanov, ki te storitve upravljajo. In to je tisto. Veste, tudi greš preko predpisa, če dam en banalen primer, ki se je zgodil pred leti, sem bil direktor Dursa, dva upokojenca, ki sta bila pač nenavajena, sta z navadno pošto poslala dohodninsko napoved. Zadnji dan. In mi smo jo prejeli po izteku roka. In zdaj, če bi ona dva poslala priporočeno, bi bilo pravočasno, ker sta poslala navadno, pa ni bilo pravočasno. Za mene je bilo dejstvo, se rekel, žig je gor na kuverti 31. marec. Pomeni, če bi se zdaj pogovarjal z gospod Polonco, da bi rekel, da sem kršil predpis, ker sem rekel, da vloga ni pravočasna, ker ni bila poslana priporočeno, ampak jaz pravim, za mene je žig isto kot priporočeno. Včasih moraš biti prilagodljiv, vedeti, s kom imaš opravka in tako naprej. To je tisto, kar meni včasih manjka, da se išče samo kaj narobe, da se ugotovi, da moraš še neki dokument prinesti. Res, da imamo mi zdaj veliko prednosti tukaj, da lahko izkoristim in rečem, naj mi državni organ sam pridobi vso dokumentacijo, ne meni ni treba pridobivati. Včasih je bilo tudi groza. Tako da pravim, veliko se da narediti, dajmo to narediti, predpise normalno je treba tudi prilagoditi, ampak zmeraj se bo našel nekdo, odvisno je, kdo sodeluje pri spremembi predpisov. Sodelujejo ljudje, ki veliko uporabljajo
IT tehnologijo, ali pa ljudje, ki tega ne uporabljajo. Ker vsak bo hotel, da gre nekaj ročno, mi pa pravimo, meni je vseeno, jaz sprejmem pošiljko po navadni elektronski pošti, če sem jo prijel, bom potrdil, da sem jo prijel, ravno tako, ker mi je bila vročena ali pa ne vem, v e-davke, da jo moram prevzeti. Tako da, res pa, da vsa ta digitalizacija nosi tudi v sebi nevarnost. Nosi nevarnost, recimo predvsem pri računovodskih servisih, ki imajo veliko strank, ki bi moral potem vsak dan pogledati 100 strank, je kakšna pošiljka bila poslana, ker včasih tudi tisto obvestilo, ki se pošlje nekomu po e-mailu, da je odložena neka pošiljka, zmeraj ne deluje. Tako da, tukaj spet jaz pravim, če bi nekdo zamudil in bi dokazal, da mu ni bilo poslano obvestilo, je spet treba reči, nisi zamudil, ti bomo ugodili. Tukaj jaz mislim, v tem smislu jaz mislim pač iti mogoče ne čez predpise, ampak v okviru predpisov ugoditi stranke. Ok, hvala. Ja, si hotel neki Todorovski? Ja, mogoče se navežem samo na to napravo in digitalizacijo. Jaz mislim, da ja, digitalizacija sigurno posega v različne aspekte in posega tudi v aspekte, bi rekel, kakšnih pravnih norm in tukaj bi podprl Polonino inicijativo, da bi mogli iti roko v roki. Ne vem, tudi recimo nemški zakonodajni postopek predvideva za vsak zakon, da je ekspertski tim informatikov, ki oceni informacijske vplive zakona in izvedljivost in tako naprej. Če bi mi pravzaprav res hodili roko v roki, bi tudi pravzaprav informatiki lahko se odzivali na vse zakonske spremembe v smislu tega, kaj to pomeni zdaj za nas in kaj pomeni za digitalizacijo. Če hočemo biti res šampioni na področju digitalizacije, mislim, da tudi ta multidisciplinarni način izdelave zakonov moramo usvojiti počasi. Jaz bi sem še nekaj odgovoril dr. Polonci Kovač, ki je tam zapisala, informatik ne more voditi igre, informatik pripravlja program. Tako kot mi povemo, in on ne more postavljati pravil. Torej, informatik, ki meni začne postavljati pravila, potem vem, da nima dovolj znanja, ker da se narediti vse. Torej, vse, kar mu mi rečemo, on lahko naredi, samo ali ima izkušnje, ali jih nima, ali pa ima voljo. Zaradi tega nisem nikoli pristal, da mi informatik reče, da ne, ker če je rekel ne, potem se rekel pripeljati med drugega. Jaz sem pri teh zadevah dokaj, ne bom rekel zoprn, ampak vem, da se da vse narediti. Torej, če lahko pridejo na Luno z raketo, ne vem, zakaj mi ne mogli enega programa narediti takšnega, ki si ga želimo, in ga imeti lahko uporabnega. Tako da, jaz nisem nikoli dovolil, da mi informatiki vodijo igro, ampak smo imeli igro vodili mi tisti, ki smo želeli, torej davčniki, ki smo želeli nekaj narediti, ali pa tudi, če smo vključili, bom rekel, davčne svetovalce ali pa bom rekel davčne zavezance, da so oni vedeli, kaj in kako želijo, da je bila zadeva tako narejena. Informatiki so naš servis, ki nam pripravijo nek program, da deluje, bom rekel, prijateljsko ali pa v redu za uporabo. Ok, hvala. Ja, Tatjana, prosim. Ja, jaz bi v bistvu imela dve repliki tukaj. Najprej glede priprave zakonodaje. Jaz sem v preteklosti vodila že 2 projekta z tega področja. Prvič so bile elektronske seje vlade in drugič je bila informatizacija zakonodajnega postopka. In ko smo delali informatizacijo zakonodajnega postopka, sem že takrat želela, seveda je bilo v projektu, so bili normalno pravni, to je zakonodajni postopek, ampak že takrat sem želela, da bi v postopek priprave predpisa vključili tudi informacijsko stroko, kot ste vi rekel, gospod Todorovski. Kajti, če gre za procesni zakon, ki predpisuje nek postopek se vedno da narisati. In ko ti postopek narišeš, vključiš noter vse deležnike, ki so v tem postopku, vse dokumente in podatke, ki v postopek vstopajo in iz postopka izstopajo, potem vidiš, kaj si naredil narobe. In je to edini pravi način, da se in pravna in informacijska in strokovna javnost pogovarjamo o isti stvari in lahko naredimo potem zares dobro storitev, ki je pravno podprta. Se pravi, lahko naredimo potem procesni predpis, ki bo enostavno lahko ga digitalizirati. Zdaj tega nimamo in kaj se nam dogaja? Tudi če stroka iz tistega področja, na katerem se pripravlja predpis, vključi IT stroko, pripravimo zares dober predlog predpisa. Kaj se nam tudi potem zgodi?
v državnem zboru, na žalost, potem padajo amandmaji, ki te postopke spremenijo in na koncu dobimo predpis, zaradi katerega boli glava vse. In stroko z področja in IT in končne uporabnike in uradnike, ki morajo ta zakon uveljavljati. Skratka, na tem področju imamo še precej možnosti za izboljšavo. In tukaj bi se strinjala s gospodom Todorovskim, nujno bi morali biti v ekipah, kjer se pripravljajo procesni zakoni, poleg pravnikov, poleg čiste stroke, tudi IT-jevci. Ja, verjetno nekako ugotavljamo vsi skupaj, da pri vseh teh stvareh rabimo praktično vse deležnike vključene, eno dobro koordinacijo, usklajevanje interesov in na koncu potem pride do dobrih rezultatov. Seveda je včasih težko, včasih dalj časa traja. Jaz mislim, da je ključno, da pustimo zasebne ali pa politične interese zadaj in da delujemo za tistega, ki je bistveni v javnem sektorju in to je stranka. In v tem primeru mislim, da nam na tak način, torej skozi sodelovanje, stvari lahko zelo dobro uspejo. Tako da, ja. Če lahko še drugo repliko na gospoda Simčiča, glede tega, da IT-jevci ne vodijo igre. Na žalost jo pa včasih moramo. Na žalost, sem rekla. Pa sem pozabil, da ste vi IT-jevci. Meni IT-jevci zelo velikokrat pravijo, kaj ti govoriš, kaj ti delaš proti nam, saj si IT-jevka. Pravim, ne, jaz sicer sem IT-jevka, ampak jaz sem tukaj zato, da naredimo storitev dobro za naše končne uporabnike, ne za nas. S tem, ki se ne smejo voditi igre. IT-jevci so naš nepogrešljiv, bom rekel, partner, brez katerega ne moramo nič narediti, mi tega znanja nimamo. Mi imamo v glavi, kaj želimo narediti. In to, kar sem jaz že nekajkrat rekel, torej, kaj si jaz želim? Jaz si želim vlagati dohodninsko napoved z govorom. Jaz sem že pred enim letom napisal en članek na to temo, da enostavno se usedem, tako kot zdaj sedim za računalnikom in rečem računalniku, ali se pa priključim na davke, pod rubriko 11 upisujem plačo v znesku od 5533, pod to rubriko to in potem rečem, zadeva je zaključena in dobim čez 1 minuto odločbo. Torej, to je moj cilj. In recimo tukaj moraš biti trmast, da to spelješ, torej marsikaj se da narediti in zaradi tega pravim, tukaj moraš biti trmast, da to enostavno narediš in to je zdaj nek moj novi cilj, recimo tako, ki je bilo pred 13 leti informativni izračun dohodnine, za katerega so rekli mnogi, da se to ne da. Še nekaj bi nekomu, mislim, da je Joša prej nekaj napisal, omejitev tehnologije. Torej, tehnologija več ali manj nima neke omejitve, ampak to, kar mi želimo, zato nima omejitev in zaradi tega enostavno moramo poskušati izkoristiti. Meni nihče ne bo rekel, tako kot je tudi gospa Polonca prej napisala, kako smo lahko na Dursu uvedli informativni izračun, CSD ga pa ne morejo. Pa je mogoče njim lažje, ker že obstaja neki informativni izračun dohodnine. Ampak jaz mislim, da je tukaj hrabrost. Saj tudi jaz sem se bal. Mi smo naredili informativni izračun dohodnine, jaz sem šel v tiskarno in sem sredi tiskanja ustavil mašino, da vidim, če vse pada v pravilne okenčka in če ni zamaknilo ime. Veste, vam če zamakne eno ime, imate milijon zavezancev in dobilo napačne dohodninske odločbe. In tukaj je ena stvar, hrabrost, da se odločiš, da to narediš. In jaz se spomnim prvega dne, ko smo pošiljali prve informativne, sem sedel v pisarni in samo molil, da bo vse v redu, da ne bo karkoli narobe. Tako da to je en tak strah. Zato pa, če ne želiš biti v strahu, je potem najboljše, da ne delaš nekih velikih sprememb in imaš pač mir. In zato se ne dogaja nič tako bistvenega. Tukaj sem hotela prej, ko sem rekla, nažalost, da moramo včasih voditi informatiki. To, kar ste vi rekli, vi ste imeli pogum, da ste v to šli, bil ste na vodilnem položaju. Ja. Nažalost je pa velikokrat tako, da informatiki vemo, da bi se nekaj dali narediti, pa nam na ministrstvu nočijo se tega sploh lotiti. Jih prosimo, da bi kakšno storitev digitalizirali, pripravimo jim slikce, procese zrišemo, povemo vse, kaj bomo naredili, pa niso za to. Zato pravim, nažalost moramo včasih tudi IT-jevci voditi. Take IT-jevce imam pa jaz rad.
Ja, meni se je v preteklosti dostikrat zgodilo to, da smo mi vodili igro zato, da smo do storitve sploh prišli. Nekaj res je mislil, da vodijo igro, da jaz kot vodja hočem nekaj narediti, pa me IT-ovci reče, da se ne da. Ne. Jaz sem pa zelo vesel, da meni pride IT-ovci za neko idejo, a veste, pa da jo bomo naredili. To je za mene super, če ima toliko. Ampak veste, včasih imate koga, jaz sem enkrat imel, se spomnim enega zaposlenega, prav banalna stvar, vnašali so obračun DDV-ja not. Ne boste verjeli, oni so tipkali tudi zneske, tudi seštevek so vnašali. In sem jaz rekel, zakaj vnašate seštevek, se računalnik sam sešteje. Ja, preverjamo, če je pravilno vnešeno. In potem, ko sem jim rekel, zakaj pa vi niste predlagali, jaz sem se usedel za računalnik, pa sem šel skozi, to je bilo 15 postavk za vnašati, sem rekel, zakaj pa mi niste to predlagali, ne? Je rekel, nisem za to plačal, ne? Ja, pa recimo, bile sta od spod na koncu obračuna, sta bile 2 kljukici, ne? Ki si jih v 99,9% moral pritisniti, ki si moral nekaj potrditi. In jaz sem rekel, zakaj mi to ne zamenjamo, pa naj te 2 kljukice stadita, pa ker ne treba jih umakneš. Potem sem rekel, dajmo ukiniti to seštevanje in smo prišli iz 15 vnosov na 8 vnosov. To so tiste zadeve, ki včasih državni uradniki rajši vnašajo, da ti nam v tistih 8 ur mine, ve, koliko je naredil, ker vsak dan to naredi, ni pa nobenega razmišljanja naprej, kako bi poenostavil, kako bi bilo to. To je tisto, kar meni manjka. Če pa so kakšni IT-ovci, ki imajo neke predloge, to pa super. Ampak problem je, da tudi oni so dolg časa delali pod nekom, ki jih je vsak rekel, ne tega predlagati, tega ne bomo naredili, potem se oni tudi nekako ustavijo in ne predlagajo več. Zdaj jaz pravim, da vsak, ki pride nov, bi moral njim razložiti, da je pa on drugačen, da od njih pričakuje predloge, to, kar sem jaz delal, in potem grejo zadeve dosti. Okay. Mogoče sem dodatek kratek, res kratek, se mi zdi pomembno omeniti. Mogoče zdaj trenutek tudi, da premislimo o tem, parkrat je bilo omenjeno tukaj med drugim Janez Kalc je v glasu v smislu tega, koliko so plačani tudi eksperti, ki jih najema javna uprava na področju IT-ja. Mogoče je to trenutek, ko je treba premisliti, koliko ključen je IT in koliko ključna digitalizacija za Slovenijo in premisliti o tem, kaj naj naredi javni sektor za to, da lahko pritegne vrhunske IT eksperte v svoje vrste. Jaz mislim, da so zdaj trenutki takih, bi rekel, velikih premislekov in to je eden, ki je nujen. Če hočemo res, da javni sektor prevzame žogo pri vodenju teh stvari. Še nekaj lahko, kaj tisti strah, ki obstaja, predvsem pri zaposlenih, če gre v preveliko digitalizacijo, vsi se bojijo, da bodo ostali brez službe. Ampak jaz sem zmeraj trdil, da brez službe ne bodo ostali, zaradi tega, ker bo treba narediti še tisto, kar imajo po mizah, pa kar imajo po omarah. Med tem časom jih bo že se toliko upokojilo, da bodo prava številka bo ostala za delati. Tako da tukaj tudi treba to na začetku povedati, da digitalizacija ne pomeni, da jih bo ostalo toliko brez službe. Digitalizacija pomeni, da bo nekdo na preskok preverjal, ali vse deluje tako, kot mora, da bo nekdo zadeve uredil, da so na tekoče, ker jaz pravim, da ti, ki pride zjutraj v službo, bi moral priti v službo s prazno mizo. Vem, da si včeraj naredil vse, da nikoli več ne ostane. In to bi morala biti taka, bo morala biti, bom rekel, državna uprava. Ok. Zdaj, glede na to, da se nam je čas nekako iztekel, bi se zahvalil vsem panelistom, gostom, poslušalcem in pa tudi hvala vsem za komentarje in vprašanja. Če smo karkoli pozabili odgovoriti, bomo pogledali v klepet in ugotovili, da mogoče moramo pa še kaj povedati in bomo vstopili v kontakt z tistim, ki je vprašanje postavil. Drugače bi se pa seveda vsem še enkrat lepo zahvalil in upam, da smo, če drugega ne, mogoče postavili kakšne zanimive ideje, smernice, koga spodbudili k kakšnemu razmišljanju in pa predvsem premiku, ki bo mogoče zdaj po krizi prav ena taka idealna priložnost, da stvari malo obrnemo v kakšno boljšo smer. Tako da hvala vsem in pa lep dan še naprej. Hvala Mitja, hvala Fu za organizacijo. Hvala.